Draga ekscelenca, nadškof metropolita Lojze Cvikl, draga poslanca v državnem zboru, gospod Bojan Podkrajšek in gospod Darko Ratajc, dragi podžupan, se zdaj v vlogi župana gospod Primož Poklič, dragi gospod Boris Podvršnik, zreški župan, dragi funkcionarji cerkvenih in civilnih institucij v kraju in širšem okolju, dragi gasilci, konjeniki, šoferji, planinci, čebelarji, lovci, oldtimerji, dragi člani vseh društev v kraju, dragi sobratje duhovniki, dragi gosti od blizu in daleč, dragi naši podjetniki, izvajalci, delavci, dragi dobrotniki, skratka vsi naši dragi prijatelji in farani, prisrčno pozdravljeni na čudovitem platoju pred cerkvijo svetega Jurija, ki danes žari v prečudovitih barvah prazničnega sonca. Radostna pesem novih zvonov, ubrani zvoki naše godbe in pevcev nas je zbrala na našem prelepem župnijskem prazniku. Prav dobrodošli vsi. Stojimo na mestu, ki je čutilo milijone korakov naših prednikov, ki so v več kot 880-letni dokumentirani zgodovini našega kraja in svetišča prihajali semkaj po Božje krepčilo, pomoč in blagoslov. Včasih so prihajali z veselim korakom srečnih staršev ob krstu potomcev, kdaj drugi s težkim korakom dušnega bremena,
ki so ga odložili v spovednici. Zopet drugič z lahkotnim korakom zanosa mladoporočencev, ki z blagoslovljenim prstanom strmijo v svojo prihodnost, in spet drugič žalostnim korakom vdov in osirotelih otrok, ki so izgubili očeta v vojski ali v nesreči, pogosto tudi z bolečim korakom bolezni, osamljenosti in starosti, pa spet drugič s ponosnim korakom ob mnogih veseljih, številnih novih maš, ki so odmevale po dolini. Tudi koraki knezov in škofov so šli tu čez. Vse te korake je čutila ta zemlja in ta prostor, na katerem stojimo. Najprej je bil ta prostor preprosta livada ob antični rimski cesti, kjer je na cerkveni posesti, ki so ji rekli Zgornja pristava, bila v 11. stoletju zgrajena štiriglata romanska cerkev z ravnim stropom in majhnim zvonikom, posvečena svetemu Juriju. Potem se je ta livada okoli cerkve za vsaj 6 stoletij spremenila v pokopališče ob cerkvi in do leta 1800 so naši predniki v cerkev hodili mimo grobov svojih prednikov, ki so tukaj spodaj pokopani, in si klicali v spomin memento mori, spomni se rajnih. Zadnji 2 stoletji po preselitvi pokopališča k Sveti Ani, leta 1800, pa so to livado, ki je postala prostor počitka rajnih, nasuli zemljo in peskom, jo izravnali in uredili v funkcionalni prostor zbirališča ob cerkvi. V zadnjih 100 desetletjih so ta prostor še utrdili in pokrili s kamnom skrilavcem. Skoraj 3 desetletja sem osebno povezan s Konicami. Vzljubil sem ta kraj in to lepo naše staro mesto in trg, ki se zaključi z monumentalno cerkvijo svetega Jurija na zgornjem koncu starega trga. Vsa lepa zgodovinskost tega očarljivega svetega kraja je še posebej ob generalni prenovi starega trga v prejšnjem desetletju malo izgubila čar s premočjo gole funkcionalnosti nad vizijo prostora in še bolj povečala kontrast tega arhitektonsko degradiranega prostora, ki je naravnost kričal po spremembi. In ta krik je dobil odmev in se ujel v ušesa odločevalcev. In začela se je nova zgodba. Pogovori, ideje, matematika. Vizija, našo zgodbo in naše ideje je poslušal naš tedanji sosed, arhitekt Bojan Leva, ki je iz praga svojega ateljeja v nekdanji trgovini živila imel najlepši jutranji pogled na cerkev in trg. To ga je tako fasciniralo, da se je zakopal v papirje in izdelal vizionarski idejni projekt. Oblikoval je zelo prečiščen prostor, ki je dvignil raven ambienta in ga naredil za predprostor svetišča. Z elipslasto ploščadjo, ki je dvignjena nad ostalim delom trga, vse priteguje v center, to je v notranjo svetišča, ki je absolutni in dominantni nadprostor tega kraja. Z manjšimi korekcijami spomeniško-varstvene stroke, naročnikov in financerjev je projekt dobil zeleno luč. 16. septembra lani so zavrnili gradbeni stroj in skupinica gradbincev se je smelo lotila dela. Vse odstraniti, počistiti, urediti odtoke, kanale, jaške, vse pod budnim očesom arheologov, odstraniti vsako lopato starega nasutja. Potem nasuti nosilni tampon, ga utrditi, namestiti kanalete in armaturo, potegniti nove elektrovode. Sledilo je betoniranje, glajenje in štokanje betona, betoniranje zaslonskega zidu proti parkirišču. Nato je bilo na vrsti razširjeno stopnišče proti trgu, namestitev granitnih klopi, sledilo je polaganje granitnih kock, proti koncu še montaža luči in asfaltiranje dostopne ceste
ter za veliki finale še izdelava prelepe rozete s križem v tlaku na zadnji strani med zakristijo in staro šolo. S poravnavo zelenic smo projekt zaključili. V Nehemijevi knjigi beremo o velikem duhovniku Ezdru, ki je na koncu obnove porušenega Jeruzalemskega templja zbral ljudstvo na ploščadi pred templjem ter na priročni govornici od jutra do večera bral Božjo besedo. Ljudstvo je jokalo od veselja, da so po 70-letni babilonski sužnosti zopet slišali Gospodovo besedo in obnovili tempeljsko bogoslužje. Danes ste vi, dragi gospod nadškof Alojzij, tisti Ezdra, ob katerem smo se zbrali na obnovljenem trgu pred našim starodavnim svetiščem. Vi nam boste podelili blagoslov in dali Božji pečat našemu delu, nam osvetlili Božjo besedo in nas povabili k hoji za Jezusom. Prosimo vas, naš dragi nadpastir, da nam blagoslovite to novo ploščad in z nami obhajate slovesno, praznično bogoslužje. Dobrodošli. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami. Dragi bratje in sestre, zbrali smo se k svetemu bogoslužju, ko bomo ob cerkvi svetega Jurija blagoslovili obnovljeno ploščad. Ploščad je kraj srečevanja, pogovorov, medsebojnega spoštovanja in skupnega življenja. Ta obnovljena ploščad je prostor, kjer se rojevajo pristni odnosi, kjer si znamo prisluhniti, si pomagati in si kot skupnost krepiti v dobrem. Na ta prostor stopamo z odprtim srcem, pripravljeni, da v naših srečanjih prepoznamo Božjo navzočnost in njegovo ljubezen. Naj bo ta ploščad kraj miru, kraj veselja in povezanosti, ter naj utrjuje med nami vero, upanje in ljubezen. Preden pa bomo blagoslovili to obnovljeno ploščad, prisluhnimo Božji besedi. Berilo iz apostolskih del. Ko je Pavel v Atenah čakal nanju, ga je v dno duše prizadelo, ker je videl, kako je mesto polno malikov. Pogovarjal se je z Judi in z bogaboječimi vzhodnici, pa tudi s tistimi, ki jih je vsak dan po naključju srečeval na trgu. Tudi nekaj epikurejskih in stoiških filozofov je razpravljalo z njim. Eni so govorili, le kaj bi neki rad povedal ta kvasač, drugi pa, verjetno je glasnik kakih tujih božanstev. Oznanjal je namreč evangelij o Jezusu in o vstajenju. Vzeli so ga s sabo in odpeljali na Areopag ter vprašali, ali bi lahko izvedeli, kakšen je ta novi nauk, ki ga oznanjaš? To, kar prinašaš, zveni nekam čudno našim ušesom. Zato bi radi spoznali, kaj to pomeni. Vsi Atenci in tujci, ki živijo med njimi, namreč ne poznajo večjega užitka, kakor pripovedovati in poslušati zadnjega novice. Teda je Pavel stopil na sredo Areopaga in spregovoril. Možje Atenci, po vsem, kar vidim, ste zelo pobožni. Sprehajal sem se po vašem mestu in si ogledoval vaše svetinje, ob tem pa opazil tudi oltar z napisom Nepoznanemu Bogu. Kar vi častite, ne da bi poznali, vam jaz oznanjam. Bog, ki je ustvaril vesolje in vse, kar je v njem, on, ki je neba in zemlje gospodar, ne domuje v svetiščih, ki jih je zgradila človeška roka. Njemu sploh ni potrebno, da bi mu stregle človeške roke, temveč sam vsem daje življenje in dihanje in vse. Iz enega je ustvaril ves človeški rod, da bi napolnil vse obličje zemlje in ljudem odmeril čase in meje bivanja,
da bi Boga iskali in se morda do njega dotipali in ga našli, saj ni daleč od nikogar izmed nas. Zakaj v njem živimo, se gibljemo in smo. To je Božja beseda. Zadnji stavek tega berila iz apostolskih del nam pove glavno Pavlovo sporočilo, da Bog ni daleč od nas, da v njem živimo, se gibljemo in smo. Tako tudi ta ploščad, ki bomo sedaj blagoslovili, naj bo kraj, kjer bomo doživljali, da nam je Gospod blizu. Da je tisti, ki nas spremlja na naši poti, kot je bilo lepo na začetku rečeno, na vseh poteh našega življenja, v radosti in bolečini, v dvomih, pa tudi v največjem upanju. Naj bo ta ploščad res kraj srečevanja med nami, predvsem pa, da bomo začutili, da je temelj tega našega srečevanja ravno ustali Gospod, ki je med nami po Svetem Duhu. Molimo. Vsemogočni Bog, Tvoj Sin Jezus Kristus je umrl na križu in tretji dan vstal od mrtvih. Po vstajenju je njegovo telo postalo tempelj, v katerem se srečuje vse človeštvo. V njem ni ne Juda, ne Grka, v njem smo vsi eno. Prosimo te, blagoslovi to obnovljeno ploščad. Naj bo kraj srečevanja, spoštljivega pogovora, prostor, kjer se bodo ljudje med seboj povezovali, si prisluhnili in skupaj gradili živo občestvo. Kakor je apostol Pavel na trgu med ljudmi iskal poti do src, tako naj tudi tukaj vsak najde bližino drugega in znamenja Božje navzočnosti. Naj bodo vsa srečanja na tem kraju korak k edinosti v Kristusovem telesu, ki je Cerkev, po Kristusu našem Gospodu. Prijateljev
bi se lahko vlekli, ker rabim enega zamika, enega
Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, pred Bogom je hvale vredno, če delate dobro in če potrpežljivo prenašate bridkost, saj ste bili vendar za to poklicani. Saj je tudi Kristus trpel za vas in vam zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah. On ni stojil greha in ni bilo zvijače na njegovih ustih. Ko so ga sramotili, ni vračal sramotenja. Ko je trpel, ni grozil, ampak je vse prepuščal njemu, ki sodi pravično. Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les, da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni. Kakor ovce ste namreč godili, zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih duš. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod z vami. In z tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus: Resnično, resnično povem vam, kdor ne vstopi v ovčjo stajo skozi vrata, ampak se splazi vanjo drugod, je tat in ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovac. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi iz staje. Ko ovce vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev. Jezus jim je povedal to priliko, pa niso razumeli, kaj jim govori. Jezus je znova spregovoril: Resnično, resnično povem vam, jaz sem vrata za ovce. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata, kdor vstopi skozi me, se bo rešil, hodil noter in bo hodil ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v obilju. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi bratje in sestre, danes smo poslušali prvi del 10. poglavja iz Janezovega evangelija, ki govori o dobrem pastirju. Jezus je vzel prispodobo iz vsakdanjega življenja in orisal dobrega pastirja, s tem pa tudi pokazal, kdo je slab
vstopa skozi vrata. Pozna ovce, one poznajo njega, mu sledijo, zanje da svoje življenje. Slab pastir je tatin roper, spleza po zidu, ovcam je tuj, ovce zbežijo pred njim, ker krade in ubija. V Jezusovem času ni imela vsaka hiša hleva za ovce, imeli pa so veliko stajo na začetku vasi. Prvi poudarek je danes na glasu. V to stajo so pastirji vsak večer pripeljali ovce in jih zaupali nočnemu čuvaju. Zjutraj, ko so pastirji prišli, so začeli klicati svoje ovce, vsako po imenu. Ovce so takoj prepoznale glas svojega pastirja in so mu sledile. Pravi pastir kliče ovce po imenu, ker jih želi pripeljati tja, ker bodo dobile potrebno in dobro hrano. Drugi poudarek pa smo slišali je na vratih. Staja je imela vrata, ki so se po noči zaprla in pravi pastir je vsako jutro stopal skozi ta vrata in Jezus sebe imenuje vrata. Vrata so pomembna. Skozi vrata stopamo in izstopamo iz hiše, se vrati nekomu dovolimo, da vstopi oziroma se tudi zaščitimo, da drugi ne more priti k nam. Odprta vrata pomenijo, da želimo vstopiti v odnos z drugim, da želimo deliti z drugim svoje življenje. Ko Jezus pravi, da je vrata, s tem hoče reči, da preko njega prihajamo v drugem. Po Jezusu k nam prihaja Božji duh, ki nam s svojimi darovi omogoča, da lahko zaživimo med seboj kot bratje in sestre. Po Jezusu Bog Oče vstopa v naše življenje in mi preko Jezusa stopamo k Očetu. Saj Jezus pravi, da je pot. Naše življenje torej ni brez vrat. Preko njega, preko Svetega Duha, v naše življenje stopa tako, da nam pomaga, da lahko rastemo kot Božji otroci. On ni samo vrata k nam, ampak je tudi vrata za nas. Z njim preraščamo zgolj človeško logiko, izstopamo iz svoje užine, ter najdemo življenje, po katerem hrepenimo. Jezus nas pozna. On vidi v nas to, kar je v nas dobrega, najlepšega, plemenitega. Zato lahko, kot je na primer pri Zaheju ali pri sestrinarju Mateju, znamo videti, kaj je v tema dvema tisto, kar je dobro, lepo in plemenito. Jezus se vedno je pred človekom zaustavil z ljubečim pogledom in ga poklical, hodi za menoj. Človek ni ustvarjen za delček življenja, marveč je ustvarjen za polno življenja. Na tej poti pa nam se ponujejo nešteta vrata, ki jih odpremo ali odpiramo. Za vsakimi vrati nas čaka doživetje, toda ni vsako doživetje dobro za nas. V italijanskem jeziku imamo dve besedi za pravega pastirja. Nutrire, kar pomeni hraniti, vzdrževati, za slabega pa saciare, kar pomeni zadovoljiti, potešiti. Razlika je prav očitna. Pravi pastir išče dobro drugega, išče, kako bi drugemu pomagal, da bi resnično rastel in da bi šel po poti življenja. Slab ima drug cilj, da človeka zadovolji njegovih človeških potrebah, a istočasno ga tudi zaslužni, tako pa da raste, ker postaja vedno bolj sužen strasti. Vsak od nas v svoji glavi nosi zakladnico raznih informacij, podob, sam doživeti napotkov, vabil. Tudi o veri, o Bogu imamo v svoji glavi različne predstave in podobe. Kako pomembno je, da je ta obraz Kristusa, poln nežnosti in pastirske skrbi. Če je takšen, potem, ko slišimo njegov glas, mu lahko odgovorimo. A prej moraš imeti izkustvo, da si neskončno ljubljen, kajti potem boš to ljubezen lahko sprejel, jo zaživel in delil z drugimi. On prihaja k nam ne z idejami, ne s ponudbami, prihaja z dejanji, da bi v nas zaživelo to, kar je Božjega.
Dragi bratje in sestre, danes obhajamo vaš župnijski praznik, Jurjevo nedeljo, ko pred nas stopa rimski vojak in mošenec Jurij, ki je živel na koncu 3. stoletja. V grščini se Jurij imenuje Georgius, kar pomeni tistega, ki orje zemljo oziroma orača. Ne glede na to, da je večina podatkov o svetem Juriju zavite v legende, pa je bil vse skozi eden najbolj češčenih svetnikov in to zaradi zvestobe in poguma Bogu. To je zgodilo pri vernikih veliko spoštovanje in občudovanje, kajti ostal je zvest Bogu tudi za celo življenje. Sveti Jurij med nami ostaja kot simbol boja proti zlu, proti slabemu. To je nenehen boj vsakega izmed nas s silami teme in greha. Pri krstu smo bili poklicani, da postanemo Božji otroci. V nas je bilo položeno Božje življenje, ki smo ga prijeli, zato naj nam sveti Jurij izprosi tisto sulico, ki bo v boju s hudim, slabim, v danem trenutku najbolj učinkovita. Vaša župnija letos obeležuje 880. letnico prve omembe vaše župnije. Prvič se župnija omenja leta 1146. Obletnice so pomembne. Zakaj? Ker nam omogočajo, da se najprej ozremo nazaj, da se bolje zavemo svojih korenin. Na te korenine moramo biti najprej ponosni, kajti iz njih rastemo, iz teh korenin se bogatimo, iz teh korenin dobivamo navdihe, ter ob njih čutimo delovanje Svetega Duha skozi zgodovino med nami. Vsaka obletnica, posebej tako častitljiva, pa je tudi priložnost, da poživimo našo pastoralno poslanstvo, da bo vedno bolj v službi ljudi, da bo vedno bolj v službi rasti in utrjevanju njihove vere. Čeprav obhajamo to obletnico, ko smo zazrti nazaj v zgodovino, mora biti naš pogled vedno usmerjen v jutri. Zato je potrebno našo vero živeti na takšen način, da bo vodila upanje, da bo ljudi vodila k dejavni ljubezni. Na začetku svete maše smo blagoslovili obnovljeno ploščad pred vašo župnijsko cerkvijo svetega Jurija. Hvala res vsem, ki ste imeli to zamisel, ki ste od zamisli potem pripeljali tako daleč, da smo danes to ploščad lahko blagoslovili. Torej, hvala vsem dobrotnikom, vsem izvajalcem, pa hvala tudi vsem, ki ste z molitvijo spremljali, da je začeto delo lahko doživelo srečen konec. Obnovljena ploščad daje priložnost za srečanja, za večjo medsebojno povezovanje. Danes čutimo, kako nam manjka priložnosti, da naredimo korak drug drugemu, da začutimo bližino drug drugega, da začutimo tudi bližino radosti in stisk drug drugega. Naj obnovljena ploščad pred cerkvijo vsem nam pomaga, da na tej ploščadi bomo res doživljali pristna srečanja, kar bo dalo srčnemu in duhovnemu življenju nov zagon. Prebojeni v srčnosti, z več čuta za bližnjega, bomo lahko bolj zadovoljni v osebnem življenju, v osebnem počutju, pa tudi v medsebojnih odnosih. Današnja nedelja je nedelja dobrega pastirja in Božja beseda nam želi sporočiti, da je velika noč, tisti trenutek, ko je Kristus v polnosti razodel, da je resnično dobri pastir, kajti dal je življenje za nas, za vsakega izmed nas. Podoba dobrega pastirja pa nam tudi govori, da nas želi zbrati v eno Božjo družino in da želi in išče tiste, ki so se oddaljili ali izgubili, zopet pripeljati nazaj. Sporočilo svetega Jurija je v polnem sozvočju z velikonočnim sporočilom, saj nam kaže zmago dobrega nad zlim, nad grehom, ter da bo na koncu, če smo z
zvesti Jezusu Božjemu Sinu, za nas zmagalo dobro, zmagalo bo življenje, zmagala bo ljubezen. Tudi mi smo poklicani, da postanemo dobri pastirji drug za drugega, da drug v drugem prebujamo to, kar je dobro, lepo in plemenito. Zato naj nam ta nedelja svetega Jurija pomaga, da bomo njega, tega prijaznega in priljubljenega svetnika, ne samo vzeli za vzor, v pogumu, v predanosti in služenju do konca, ampak da bo tudi naš priprošnik pri Bogu. Saj smo vsi na vsakem koraku izpostavljeni temu boju z zlom in grehom. Potrebujemo sopotnika na naši poti, da se ne bi utrudili, da ne bi opešali. In sveti Jurij je gotovo tisti zvesti sopotnik, ki nas bo spremljal na poti našega življenja. Amen. Na koncu pa še beseda zahvale. Veliko delo smo zaključili, res veliko delo. Ne moreš si predstavljati, da je za vsem tem toliko opravil. In vse sorte majstrov rabiš, in vse sorte spretnosti rabiš in ja, sestavljaš kocko za kocko in nastane ta čudovit mozaik. Rad bi se zahvalil ljudem, ki ste tu stali zadaj, svojim znanjem, svojimi ljudmi, svojimi zmožnostmi, finančne pomoči, kakorkoli. Najprej bi se rad zahvalil arhitektu Bojanu Levi. On je zastopil, ker bi mi radi. On je to v svojem znanju, v svojem poznanju nekako dihanje prostora razvil in je nekako to ratalo, kar danes vidimo. Hvala, dragi Bojan, da si se potrudil in je to en tako delo, v katerem si sebe zapisal v ta beton. Naj ti zdrave služi, da bo še dolgo lahko urejal stvari, ker se nekako naprosto dobro razumeš. Rad bi se zahvalil gradbenemu odboru. Temu gradbenemu odboru je predsedoval gospod Korman in v tem odboru smo razni ljudje noter, vsak nekak svojega faha, ki smo se potrudili nekako, da smo suportirali cel projekt. Poklonil sem za sestanke, za ideje, za podpore, za številne telefonske klice pa spodbude, da smo nekako šli naprej. Potem bi se rad zahvalil občini, in občinskim svetnikom za podporo pri proračunski postavki, ki smo jo lani dobili in ki nam je izdatno pomagala. Poklonaj, da ste to razumeli, da ste nekako ta prostor, ki je mu manjkala duša, spoznali za vrednega, tudi javnega denarja. Poklonaj, poklonaj. Zahvalim se tudi vsem izvajalcem, podjetju Gradnja Margoč in šefu Sandiju, ki je tako bil zraven, ki je to pač, to so domači ljudje in bi radi doma naredili tudi nekaj lepega, nekaj presežnega. In so se zelo s svojimi delavci potrudili, da je tako. Družinsko podjetje Tlaki Kavc so lahko izravnali betone, tudi nekako zagladili, da je to dobilo lepo obliko. Podjetju Florteh iz Maribora, ki so to zbrusli, pa štokali, da ima to lepoto betona
primerno grobost, da ne drsi. Potem velika zahvala gre Kamnoseku, Kamnoseš Točakš, Jože Točakš in njegove ekipi, ki so stopnice izdelali, tako kako so neglegle, široke in to v granit, in to pohorski granit, nekaj kitajski, pohorski granit in to tak, razumete, za tanke. Hvala za ljudi, ki so tako malo že bilo mrzlo, ampak so naredili. Naredili so tudi te klopi zunaj, okoli lipe, pa tudi tiste 3 tam na ploščadi, ki so eno taki mini občestva zbirajo, take parčke zbirajo, take debaterije, včasih tudi one na telefonih, nima veze, ampak je tako, zbirališče to ratalo. In ti fantje to znajo, imajo opremo tako, da daleč okolik drne, in so to naredili, tako se reče, filigramsko, natančno, poklonaj. Posebna poglavje ima tudi podjetje Gradnja Demi. Ti fantje so več preklečali prej toti cerkvi, ko bo župni kdajkoli, pa bi mogel ne več klečati v fari, pa so ti fantje več preklečali pri cerkvi ko jaz. Vse na kolenih, kocko za kocko, v vrsto, v polkroge, v rozete. Kaj si zmisliš, naredijo? Zlate roke. Pa njihov šef, ki se ni branil, tudi ga v roke prijeti, tudi narediti in tisti piko na i smere dati. Poklonaj tudi tem našim izvajalcem. Elektropremas, Juretu, ki je vse štrom na novo potegnil, luči pozamenil tam na nove inštalacije, naredil, pa tako nekak ta trg osvetljiv na novo, ker tak sveže. Zveš, zvečer ne možeš dol, tako je lepo, da to zvečer sveti. Pa Kočaničarstvo, Boljšak, ki nam je te ograje popravo, pa skrajšo, pa podaljšo, pa nam pozvil, da to na neki izgled, da pa še noter. Pa mnogim drugim, ki ste bili, ki mogoče tudi izvajalci, pa ste te stvari komu pomagali. Hvala, lepa in poklon. Potem bi se rad zahvalil občinski upravi in vsem, ki so nam zaposleni za izjemen support. To je n papirjev, n nekih, ne vemo vsega, oni pa vejo, kam je treba iti, pa kaj je treba narediti, pa kdo ima kam za poklican in se to zgodi. In tak je super bilo in se tudi občinski upravi za izjemno support zahvalim. Zahvalim se vsem mojim sodelavcem, ključarjem, stari gardi, ta mladim, svetnikom, vsem sodelavcem, ki so kakorkoli bili blizu, ki tudi zdaj, bodi si pevci na koru, bodi si mladi, ki nas bodo stregli in vsem tistim, ki kakorkoli pomagate, da nekako tu tako vibrantno žuborijo okrog in da se stvari naredijo. Tudi vsem poklonaj, poseben poklonaj pa tudi vsem našim dobrohotnikom, tistim, ki ste svojimi darovi prišli naproti, v bistvu nam naproti ali pa sebi naproti ali pa kako hočete razumeti, da smo te stvari nekako tudi skupaj spravljali, servisirali račune dokaj natančno in da je tako nekak stvar skoraj da tudi pod streho že. Po blagoslovu te obnovljene ploščadi pa ureditve trga okoli nadžupnijske cerkve svetega Jurija Slovenskih Gorica pa bi želel poleg vseh teh omenjenih še posebej pa izpostaviti in se javno zahvaliti dvema posebej zaslužnima faranova, ki sta imela zelo močno posebno vlogo in noto in skrb, da se je zgodba ureditve platoja okoli cerkve lahko lepo resničila. Prvi taki je gospod Štefan Gorinšek. On je
gradbeni inženir in njemu smo zaupali nadzor tega obsežnega projekta. Svojo izkušeno kilometrino v gradbeni stroki in operativi ter svojim potrpežljivim in izjemno umirjenim značajem in pristopom je uspel projekt usmerjati uštevajoč tako snovalce, naročnike, financierje in varuhe dediščine. Ni moglo zmeraj lahko, je pa zaradi njegove predanosti in naravnanosti k cilju bil vsak problem rešen, da je lahko delo kontinuirano teklo naprej. Dragi Štefan, hvala ti za vse, v imenu celega občestva, naše fare, izrekam posebno zahvalo za to, pa sem prosil tudi gospoda Škofa, da ti to zahvalo izroči. Drugi tak človek pa je gospod Darko Ratajc. Darko Ratajc je bil do nedavnega župan naše občine Slovenske Konjice. Na nedavnih državno-zborskih volitvah je dobil mandat poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije. Gospod Darko Ratajc je kot konjiški tržanar, kako se to pravilno po konjiško reče, svojim posebnim angažmajem in vplivno pozicijo župana v vztrajnih in izjemni podpori občinskega sveta in predanje ekipi občinske uprave odločilno pripomogel k tej veliki pridobitvi in skoraj da vsakodnevnim ogledom gradbišča spremlja vsak milimeter napredka te čudovite zgodbe. Iskreno smo mu hvaležni za vse, kar je naredil za naše Konjice in za našo faro, ter mu želimo dobrega zdravja in predanega služenja tudi v hramu demokracije v Ljubljani. Velik poklonaj, gospod Darko. Zakaj posebno zahvala? Zato, ker s to zahvalo želimo vrednotiti predano delo teh dveh paranov v službi, bodisi naše župnije, bodisi širše skupnosti, predvsem pa tudi izpostaviti zgledne pripadnosti in skrbi za dobrobit našega kraja. In na koncu pa še zahvala vam, dragi nadškof Alojzij. Ravno danes obhajate 11-letnico vašega škofovskega posvečenja. Ravno danes. Nekje tu. Iz teme bo zasvetila luč, ste dali svojim geslom vedeti ob svojem škofovskem posvečenju. In vi to izvršujete. Kamor pridete, prinašate luč veselja in evangelskega optimizma. Zahvaljujemo se vam za vaše služenje cerkvi, za vaše prijateljstvo z našo faro in se zahvaljujemo za današnji obisk in vodenje bogoslužja blagoslova in slovesne mašne daritve. Čestitamo vam in vam želimo zdravja, poguma in veselja. Bog vas živi.
pripravili vse za današnji praznik, da ste vse okrasili, vse uredili, vse pometli, vse pokosili, vsako travico na milimeter odkosili, šotor pripravili, kuharjem, ki Združenje šoferjev avtomehanikov, ki že od jutra nam pripravljajo za kosilo, potem mladim, ki nas postregli, pevcem na horu, ki so spremljali današnje bogoslužje, pa godbenikom in še enim godbenim gosteh, ki je pri nas, pa vsem društvom, vsem klubom, vsem tistim, ki ste radi z nami, ki z nami se veselite in praznujete, vsem se lepo zahvalim za vse dobro storjeno, za vso to pripadnost kraju in tudi župniji, ki jo nekako tudi ta sveti kraj povezuje. Vse vas po blagoslovu, na končno to zahvalno pesmi, blagoslovu, povabim po na zgornje dvorišče. Tam bo gospod Žukov še tako blagoslovil konje, to je čisto tak. Ne bomo nekaj posebej naredili samo blagoslovo. Zgoraj nas pa čaka ansambel Banoški, ki nam bodo pozno noč igrali. Veliko stvari, ki ste jih prinesli, so za pojest in se bomo trudili, da bomo vse to pospravili. Poklone vsem, pa še prosimo za svetlo besedo, za hvalno pesem in blagoslov. Redno bomo zapeli zahvalno pesem, moje čestitke vam za vaš župnijski praznik, čestitke za to novo ploščad pred cerkvijo. Gotovo je to velika pridobitev, ne samo za župnijsko občestvo, ampak za občino in kraj, ker bo lahko res prostor srečevanja tega, kar nam danes tako manjka. In tudi to praznovanje, ki sledi, je namenjeno temu, da se povezujemo med seboj, da drug v drugem iščemo in gledamo to, kar je dobrega in na tem gradimo. Če bomo tako gradili naše občestvo, potem bomo šli naprej. Ne bomo stopicali na mesto, ampak bomo vedno bolj čutili, kako smo si blizu drugemu. Na koncu pa prav, da iz srca zapojemo zahvalno pesem njemu, ki nas navdihuje v dobrem, ki nas povezuje med seboj, ki nas odrešuje slabega in daje, da v nas raste to, kar je boljšega, to, kar je večnega. Tebe, Boga, Amen.
še potrjeno?